niso se zavedali zgodovinskosti dogodka, zato ustanovnega občnega zbora niso fotografirali. Bilo je marca leta 1999. In kar takoj na to prva zapisana beseda, zbornik. Z besedami, kakopak, urednik, predsednik Jože Mastnak Marjan. Saj, kaj pa naj počne predsednik drugega, kot da uraduje in urejuje? Pa Mastnaku to leži, on bo objavil vse, kar leze in gre, ker pomembno je, da ljudje pišejo. Besede v zraku se zgubijo, na papirju rit dobijo. Ali kot bi rekel Mastnak, izgubila je nedolžnost. To se ji večkrat zgodi. Prvi zbornik je narisal Brodej, inovativno, sodobno, ilustrativno, skratka bil je boljši del besed. In na naslovnico je zapel Slavčka, bralcem in kritikom v poduk. Pusti peti mojega slavca, kakor sem mu grlo ustvaril. Padla je zgodovinska odločitev. V vsaki številki se bodo poklonili enemu od že umrlih rojakov z Šentjurskega, ki je literarno ustvarjal. Za mnoge, ki so jih predstavili, je bila beseda na papirju preveč odkrita, da bi jo hoteli odkriti ljudem okoli sebe. Tudi Alojziju Drobežu, pesniku in duhovniku, prvemu, ki mu je pripadala čast dobiti mesto v naših napisanih besedah. Druge besede so bile Palirjeve. To so bili časi, ko se je zbornik delal še na roke, ko so prepisovali rokopise in ko še ni bilo elektronske pošte in digitalne fotografije. Skratka, časi so bili Palirjevi. Zato je zbornik popolnoma uspel, ampak takrat je bil Palir še mlad. Ko sem bil mlad, sem bil nor. Zdaj, ko sem star, sem še bolj. Zborniku številka 2 so dodali knjižico Gospodar žezla Mateja Freceta. Znanstvena fantastika. Nekaj takega kot Gospodar prstanov, samo boljše. Osrednja literarna osebnost s statusom šentjurskega rojaka je bil Borivoj Vudler, pesnik in dramatik, za katerega pol sveta ni vedelo, da je tudi slikar. Pesniki so drugemu delu sveta povedali tudi to, z odlično razstavo in z uglednimi gosti. Leto 2000 se bo v šentjursko literarno zgodovino zapisalo tudi kot leto samostojnih izdaj članov društva. Najprej Lectova srca Aleša Nežmaha, potem pesmi, igrarije misli, aforizmi, 4. del Jerneja Borovnika in na jesen še Ranjeni pločnici, prva od 3 knjig viteza poezije Radeta Vučkovca. Potem pa konec heca. Prišel je novi urednik in z njim nova radirka, z besedami 3 in Matej Frece. Pisec in strasten bralec fantastičnih zgodb, ljubitelj stripa in poznavalec erotike ni ničesar prepuščal naključju, zato je 3. literarne besede tudi sam likovno opremil. Najbolj je odmeval njegov uvodnik, zato, ker ga ni bilo. Je pa bil zanimiv članek o doktorju Rudolfu Dobovišku, šentjurskem dramatiku, narodnem poslancu in odvetniku, ki je bil po prepričanju liberalec, tako kot naš mladi urednik. Gliha v kup štriha. Preden pa so izšle besede, je nekega toplega pomladnega dne Jože Mastnak Marjan izdal Aua. Ni bolelo, je pa precej odmevalo. Moški so mu očitali, da je šovinist na napačni strani postelje. Se spomnite? Ženske se pritožujejo, da je vedno težje dobiti možgane z jajci. Za urednico 4. zbornika so si literati izbrali mlado pesnico, literarno kritičarko Alenko Jovanovski. Ker se ni hotela zameriti svojim rojakom, je v ogenj poslala svojega tedanjega fanta Marčela Potoka, da je pesnikom povedal, kar jim gre, predvsem pa, kar jim ne gre. Ostro kritiko sta z likovno opremo ublažila Dani Petrač in Aleš Nežmah. In spet so eksplodirali avtorji samostojnih izdaj in na svetlo dali kar 3 pesniške zbirke. Rado Palir, Včasih je treba za srečo le malo, Rade Vučkovac, Kameni prsti in Tomaž Mahkovic, Vse zvezde.
Rjav las, da si našla na meni. Ah, ta pripada moji ženi. Že nekaj časa je viselo v zraku. Enega od zbornikov bi morala urediti ustanovna članica Tatjana Cmok. Tako ali tako dela v knjižnici in njena naloga je branje knjig. Zakaj ne bi brala še pesniških presežkov bratov literatov? Urednica je sprejela odločitev, da korenitih sprememb ne bo. Vsak naj piše, kar mu gre. Hurra, veselje pesnikov je bilo neizmerno. Še gosti iz Koroškega in Šaleškega konca so bili veseli in spet so primaknili svoje besede. Zbornik je zasijal v barvah Marjane Artiček. Svoje mesto v literarnem almanahu je dobila pisateljica, intelektualka in emancipiranka, včasih čudna, za marsikoga čudaška planinčanka Ana Vambrek-Zamer. Pisateljica znamenitega romana Danes grofje celjski nikoli več je svojim kolegicam in kolegom v 21. stoletju zastavila pomembno retorično vprašanje. Obrti se lahko priučiš in jo vadiš do popolnosti. Umetnosti poezije pa bi naj služili brez študija in izobrazbe. Tudi leto 2003 ni ostalo brez samostojnih izdaj članov Društva šentjurskih literatov. Tedaj še osnovnošolka Katja Andrinek je presenetila za njena leta zrelo poezijo v Pogledu skozi mesečino, prvo in do zdaj edino slikanico z otroškimi pesmicami. Velike punce pa je izdala slikarka Polona Kitak. To je bila prva petletka.